Veste, katero je eno najpomembnejših vozil v zadnjih 60 letih? Vem, da ste zdaj vsi pomislili na kak ikonični avto, v resnici je pa to Ford Transit. Kar pomislite, koliko vsega, kar imate doma, kar ste v življenju pojedli ali pa porabili in tako naprej, je do vas prišlo v enem od takih kombijev. Jasno, ne samo v Transitu, ker je tudi veliko drugih, ampak obstaja pa velika verjetnost, da je bil to ravno Transit, ker so jih v zadnjih 60 letih proizvedli več kot 13 milijonov in s tem je to najbolje prodajen kombi na svetu. 9. avgusta letos je praznoval že 60 let in pri Fordu so to obeležili z najrazličnejšimi dogodki, tudi s tem, da so 201 Transit postavili v največjo parado kombijev na svetu in s tem postavili tudi Guinnessov rekord. Meni je recimo bilo zelo zanimivo slišati, da je v vseh teh letih vsaki 2 minuti in pol proizvodne trakove zapustil nov Transit. In če bi vse te Tranzite postavili drugega za drugim, da bi se dotikali z odbijači, bi obkrožili ne samo Zemljo, ampak tudi Luno. Prvi iz leta 1965 je imel nosilnost do 1700 kg, danes do 2400. To se sicer ne sliši kot nek hud napredek, ampak ti kombiji so napredovali na številnih področjih. In danes zmore do 1600 kg nosilnosti tudi tak električni e-Transit. Prvi je imel okoli 31 kW, to je 43 konjev, takšen električni, ki je najzmogljivejši kadarkoli, pa že 198 kW, kar je slabih 270 konjev. Če govorimo serijskih, jasno, ker obstaja tudi Supervan 4.2, ki ima kar 2000 konjev. Tega sicer še ne morete kupiti, ampak bi bil pa super za hitro dostavo kakih vročih žemljic. V Evropi se je lani vsaki 2 minuti nekdo odločil za nakup kombija iz družine Transit, kar pomeni, da je bil eden od 5 prodanih gotovo eden od teh 2 modelov, kot sta ob meni. Danes je recimo ta velik Transit na voljo že v več kot 1300 različicah, če upoštevam velikost, višino, motor, obliko in pa paket opreme. Pa pri barvi sploh še bili nismo. Niti ni potrebe, ker večinoma so ji tako beli. V njem so se na svojih turnejah vozili Black Sabbath in Led Zeppelin, zaradi svoje uporabnosti pa je bil izjemno priljubljen tudi med nepridipravi. Sem našel podatek, da so leta 1972 za kar 95% vseh bančnih ropov v Britaniji uporabili Transit, kar pomeni, da je bil daleč najbolj zaželen kombi. Čeprav je bila prodaja Tranzita že od nekdaj odlična, je še posebej zrasla v zadnjih 10 letih. V Evropi za kar 52%. Pozna se, da je Ford naredil dobro potezo in v bistvu vse 4 velikosti svojih kombijev ponudi kot Transit, kar enostavno pomeni, da je dostavnik. To so Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom in takšen največji Transit. Obstaja pa še en Transit. Transit minibus. Ta je letnik 2013 in ga pridno uporabljajo na osnovni šoli Helene Puhar v Kranju. Ima že skoraj 70 000 prevoženih kilometrov in nič ne kaže, da bo kmalu nehal svoje vožnje. Uporabljamo ga da je šola na 2 lokacijah za prevoz malice, potem pa za prevoz otrok na plavanje in pa izleti. Kljub temu, da je v 30-letnem starosti še zmeraj udoben, pa zanesljivo vozilo. Edina težava, ki je bila prišlo do zamašitve RGL ventila, to je bilo edino, vse ostalo pa deluje brezhibno, zanesljiv avto. Gospodarska vozila predstavljajo hrbtenico moderne ekonomije. Baje samo v Evropi podpirajo za 1 bilijon, torej za 1000 milijard evrov vrednosti gospodarskih aktivnosti. Se pa vse skupaj hitro spreminja v zadnjih letih in če je večino nekoč poganjal dizel, se bo po besedah Forda to v naslednjih letih spremenilo in bo veliko tudi električnih. Ta je recimo zadnji krik tehnike, ima opcijo izboljšanega dosega z večjo baterijo, ki lahko po novem pospravi 89 kWh električne energije. Torej obljublja doseg do 402 km, če bo večina vaših voženj v mestu, kjer dostavniki realno preživijo največ časa. Pravijo, da jih bodo uporabniki kmalu začeli na veliko uporabljati, ker so cenejši za uporabo in cenejši za popravila. No, bomo z zanimanjem opazovali tudi ta prehod. Meni je bil recimo totalno všeč takšen električni, ki pomaga parkirati ogromne kontejnerske ladje. Evo, Luka Koper, ideja tudi za vas. Transitu pa seveda vse najboljše za 60 let.